Ok, 11. naloga, poklicne mature 2022, spomladanski rok. Imamo narisan en graf, funkcija f, dana je s predpisom logaritem x z osnovo 1/polovica. Točke a, b in c ležijo na grafu funkcije f, v točki b pa graf funkcije seka abscisno os, ta je čisto mimogrede x os. Treba je zapisati na znani koordinati točke B ter izračunajte na znani koordinati točke A in C. Ok. Iz tega moramo kar veliko iz slike izvedeti. Najprej si pa izpišemo našo funkcijo, s katero bomo to počeli. Tole bomo f od x je logaritem x z osnovo 1/polovica. Zdaj, če točka leži na funkciji, potem je prva koordinata x koordinata, druga koordinata y, je pa takšna, ki zadosti pogoju, da leži na tej funkciji. To pomeni, da je f od tistega x-a y. Tako. In najprej poglejmo tole. x3, ne? In ko vstavimo v funkcijo x3, dobimo 3. To pomeni f od x3 je logaritem x3 1/polovica. In to vse skupaj mora biti enako 3. Ja, ker f od x, to je tale, y, je 3. Zdaj pa, če pogledamo tole, je pa to logaritemska enačba. Logaritem se rešuje tako. Osnova, to je 1/polovica, na tisto, kar je na drugi strani, se pravi na 3, je x3 v našem primeru. 1/polovica na 3 je pa 1, 3 na, mislim, ker je 1 na 3, 3, 1 na 3 je 1, tako. 2 na 3 je pa 8 in je to x3. Ok, x3 imamo. Kako je šlo hitro. Tako. Gremo zdaj b. B. A lahko eno točko ugotovimo kar iz grafa? Ker seka x os oziroma abscisno os, to pomeni, da ne gre nič gor pa nič dol. In katera koordinata nam gor in dol, y, ne, je gor in dol, da sem vam že izdala y. In ker ne gre nič gor in dol, potem je y2 enako kar nič. To kar takoj dobimo, ne? Zdaj rabimo še pa tole x2 koordinato. In v bistvu je to isti princip. F od x2 je logaritem, ne, vstavimo noter x2, 1/polovica. In celotna ta vrednost mora biti enako nič. In zdaj, če upoštevamo definicijo logaritma, dobimo 1/polovica, to je osnova, na tisto, kar je na drugi strani, nič, je x2. 1/polovica na nič je pa 1. 1 je potem x2. Ok? Se pravi, naša koordinata b, prva koordinata x2 bo 1. Koordinate točke, ne? y2 smo pa rekli, da je nič. Dobro. Tole imamo že tele 3. Zdaj še imamo pa naslednjo. Tu pa vemo, da je x enako 2, zanima nas, koliko je y2. To pa pomeni takle. F od 2 je logaritem 2 z osnovo 1/polovica in to, kar bomo dobili, bo zdaj y1. Spet moramo tole izraziti po formuli logaritma. Se pravi, imamo 1/polovica, to je osnova, na tisto, kar je na desni strani, to pomeni y1,
1 je tisto, kar je v logaritmu. To je pa 2. Kako bi se zdaj tegale lotili? 1/5, to je v bistvu 2 na -1. In to na y1 je 2. -1 krat 1 krat y2 moramo pomnožiti, zato ker je to potenciranje potenc. In dobimo 2 na y2 na minus y2, zato ker je -1 krat y2 minus y je 2. In ker imamo iste osnove na obeh straneh, to je tako, da bi bilo na 1, dobimo iz tega ven, tole bom naprej napisala, minus y2 je 1. In to pomeni, da je y2 enako minus 1. In imamo zdaj res vse izraženo. In ta je bila zdaj zadnja v prvem delu. Mogoče malček težja, če funkcije in logaritme ne znate dobro brati. Drugače pa enostavna, kot ne vem kaj. Boste vi povedali, kot kaj. Tako, zdaj pa na drugi del mature. Še prej pa poglejmo, če so rešitve prave. x2 je 1, y2 je 0. Ok. y1 je... x3 je 1/8, to imamo v redu. Pa potem imamo še... y1 je pa še logaritem 2 z osnovo, je pa -1. Je tudi v redu. Tako da, to je to. Ok, zdaj pa res gremo na tisto. To je konc. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.